Pozdrav vam in vsem. Želim, da bi se najprej malo umirili, vstopili v to skrivnost duha, v njem smo, v njem se gibljemo, preprosto iz njega prihajamo in njemu se vračamo. In zato predlagam preprosto, da se vsak zave samega sebe najprej, svojega telesa, zavedam se sebe, prostora, v katerem sem, zavedam se svoje glave, svojega telesa, zadnjega dela hrbta, sprednjega dela prsi, trebuha, potem se zavedam svojih rok, desne in leve roke, nekako jih začutim, tudi tako noge, desna noga od vrha dol, od kolka pa vse tja do prstov na nogi, podplata, čutim to nogo. Ravno tako svojo levo nogo, čutim jo, da je moja. Tako se počutim ves v tem, da sem tu, da sem v tem prostoru, da so drugi tudi z menoj. Preprosto sem navzoč. Sem navzoč v navzočem. Ta navzoči je duh, čisti duh. On sam nam vse daje, on sam, ne mi. On nas daje, da smo tu, takšni kot smo, smo njegovi. On nam daje življenje, dihanje, čutenje in vse. On sam, v njem živimo, v njem se gibljemo, v njem smo. Vsak od nas doživlja ta dar bivanja tega življenja. In kako pravi psalmist, želim se zdaj v njem umiriti, v njem, ki je tu, v njem smo mi. In pravi psalm 62. Le k tebi teži moja duša, da se pomiri. Od tebe prihaja moja rešitev. Le ti si moja skala in moja rešitev, moja trdnjava, ne bom veliko omahoval. Le pri tebi se umiri moja duša, kajti od tebe prihaja moje upanje. Le ti si moja skala in moja rešitev, moja trdnjava, ne bom omahoval. Pri tebi je moja rešitev, moja slava, moja močna skala, moje zavetje je v tebi. Le dih so človeški sinovi, slepilo so sinovi moža, če bi stopili na tehtnico, so vsi skupaj lažji kakor dih. Ne zaupajte v zatiranje, v ropanje in ne varajte se, če premoženje raste, nanj srca ne navezujte. Tako se zavedamo, kako smo obdarjeni, ljubljeni, nošeni in da je to naš poklic, tega se zavedati, to okušati, to deliti z drugimi. In tem je polnost, potem smo enako njemu, potem je duh tisti, ki nas vodi in napolnjuje življenjem. In to je smisel tudi današnjega srečanja, pogovora z vami, z menoj. Ja, jaz sem pa tukaj preprosto iz človeških potreb. Po operacijah sem imel v Ljubljani, so me poslali sem k sestram, nunam, ki so me sprejele in zdaj sem že več kot 2 meseca v vašem kraju, v tem lepem kraju, na Čatežu, kot se reče, ne. In tu se počutim zelo dobro, vsak dan boljše. Tako da sem vzljubil ta kraj, ljudi, navade, občudujem to mladino v teh dnevih, ki postavljajo jaslice oziroma te simbole. Všeč so mi posebej še ti panoji, na katerih je tako lepe misli, ne. Vzemi si čas, bodi hvaležen za male stvari, za težke stvari, ne. Potem prisluhni, ne. Tak panoj je prav presenečen sem in to vidim mlade, ki to delajo, ne. In tu na samem trgu oziroma na cesti, Rimski cesti, so čudovite jaslice, tudi te sem še zelo gledal. In tako sem vzljubil ljudi. Bili so zelo odprti, zelo
veseli ljudje, aktivni. Tako sem postal domač v 2 mesecih, tako da me ljudje sprašujejo, če sem novi župnik. Pa sem rekel, da sem prišel zaradi sebe, za zdravljenje in tako se dobro počutim. In sem zelo hvaležen za ta kraj in to sem prvič na tem koncu, ker sem sicer Gorenc, iz predvora Bašla. In to je bilo prvič, da sem na tem kraju, čuditem kraju. Na Gorjancih sem gor hodil, vsak dan hodim, tukaj 2-krat dnevno grem v gozd oziroma po teh ulicah, tako da malo spoznavam ljudi in se srečujem z ljudmi, tako da smo postali domači v 2 mesecih. To je bilo res, zato sem tu zaradi sebe, za mojega zdravja. Beseda jezuit pomeni pripada Jezusu. To v Ignaciji, ki je v 16. stoletju zbral skupaj kot laik, izbral nekaj skupaj ljudi in so šli preprosto, najprej sam šel v puščavo, prej je bil vojak, malo lump, kot 30 let star je pustil vse skupaj, naužil se sveta, potem je pa šel, da bi delal pokoro. In mislil, da bo to kar preprosto pobegnil od sveta in da bo celo življenje. Ampak potem, ko je delal te vaje razne in se je prizadeval, da bi se osvobodil, da bi se nekako rešil vseh teh problemov, je nekako dobil velika spoznanja, doživetja. To je več kot 1,5 leta, se je potikal po raznih jamah, po luknjah in delal velike pokore, tako da se je skoraj uničil življenje. Ker je hotel svojo voljo, da bo on zdaj čisto drugačen, da bo kar čez noč postal neki svetnik, da ga bi vsi občudovali. To je bila njegova želja, da bi postal nekaj posebnega svojo voljo, ampak se je potem takrat si uničil skoraj življenje. Potem ga je v tem spoznanju, ko je imel čas zase, ko je gledal nazaj, ko je gledal zgodovino, ko je gledal, kakšen je svet, kaj nosi v sebi, in pa doživel neko notranje razsvetljenje. Kako je ta svet čudovit, kako je lep. Mu je bilo dano, da je zrl, noter razumel in videl, kako nastaja svet. In to ga je toliko spremenilo, to je tako spoznanje, doživetje imel, da je pozneje, ki je normalno še bo moral študirati pozneje, da tega spoznanja ni dobil v 60 letih, kot ga je pa v tem trenutku dobil spoznanje, kako je znanost, kako je svet nastajal. To ga je čisto spremenilo. In potem je mislil, da je pa menilo to, da bo šel neko pokoro delati, pa da bo pobegnil od sveta. Ampak je čutil, da je ta svet Božji, da treba nekaj narediti za ta svet, in da ga Bog v to kliče. In potem je enostavno, ko sebe dobival ljudi kot laiki, so se zanimali za ta doživetja. In preprosto potem zbral nekaj fantov, laikov, in so potem skupaj zaživeli, najprej so šli vse, dobro, če smo že ta doživetja duhovna, moramo študirati. Ne moramo mi zdaj govoriti, če nismo duhovniki oziroma če nimamo za to poslanstva. In tako so potem šli na študij v Pariz, potem pa enostavno so bili kot laiki, so šli potem, so mislili, da došlo v Sveto deželo, ampak ker je bila vojna med Benetkami in Turki, niso mogli, pa so šli pa v Rim in so se dali na razpolago papežu kot laiki. In papež jih je potem rekel, zdaj pa tako slišali smo veliko dobrega o vas, ljudje imajo radi, da ste čudoviti ljudje in da bi vas kar naredili za škofe. Pa so prosili papeža, naj jih pusti na miru, da bi sploh premislili, da ostanejo skupaj ali ne. In pa so se odločili, da bodo ostali skupaj in kako se bodo imenovali. Jaz rekel, da bomo ignacijanci, ki je bil Sveti Ignacij bil ignac, ko so drugi rodovi Frančiškov, rekel, nočem tega. Mi se bomo imenovali po Jezusu, hočemo biti kot Jezus, živeti za ljudi, biti v svetu, pomagati ljudem, to je naš poklic. In dejansko so se potem odločili, da ostanejo skupaj. In tako je nastala prva skupina in tako so se jezuiti razvijali. Tako da je Ignacij v času, on je tam 1565 umrl, takrat je bilo že okoli 1000 jezuitov. To je bilo toliko navdušenja, ker je bilo to čisto drugačen red kot drugi redovniki, ki so živeli v hišah,
pa lepo življenje imeli, molili, tako pokajali, niso pa šli v svet, ne, ker so bili vezani na hišo, pa na molitve. Ignacij pa rekel, odpade brevir, to je duhovniška molitev, to boš molil, kjerkoli boš, ne, to odpade. Kora ni, ker to je bistveno za tele redovnike, bili v tistem času, da so vsak dan se zbirali vsaj 3 ali 4 v korno molitev, to je bilo vezano na hišo, oni bili navezani na hišo in Ignacij je rekel, ni, vaša hiša je ves svet, zato mi nimamo samostanov, preprosto rečemo rezidenca. Zdaj si v to hišo, potem pošli v drugo hišo, tam, kjer čutiš, da boš lahko nekaj dobrega storil za ljudi, pomagal na različnih področjih. In to področje so od dela z ubogimi, potem v misijonih, potem na fakultetah, imamo veliko univerz po svetu, potem sploh pri nas pač bolj duhovne vaje, vzgoja, večinoma, potem spremljanje ljudi, pomoč na vseh področjih. Najbolj taka področja, kot so zdaj recimo zasvojenost, potem recimo alkohol, AA, pa imamo AS, tudi spolno zasvojene, ne, in kako tem ljudem pomagati, kako človeku pomagati na tem, kar je. Ne gre za neko pobožnost, pa neko duhovnost, ki je abstraktna, ampak duhovnost je življenje. Biti duhovno, živeti konkretno, delati dobro, to je duhovno življenje. Ja, ker človek nosi v sebi dobro in je poklican, da dela dobro. In to je jezuit. In človek, ki je krhek, zaveda se, da nosi v sebi dobroto in da je poklican, da drugim pomaga, da so dobri. Da jim pomaga, ja, da gre iz teme, iz stiske, tam, kjer so, da se jih tam spremlja, ne, ja, da jim tam se pomaga. Ker človek je Božje bitje, mi rečemo, da je Božji otrok, je Božji sin, je Božja hči, je vreden največje ljubezni. Ne? Če je ljubezen Bog, potem je človek tista največja vrednota, največja. Ne? To bi bilo, kar se tiče čisto preprosto, to je jezuit. Nič, vse sorte gotovo se skozi zgodovino, kot vedno, se razvija negativno, ne? Ampak to hoče spoznati, vprašanje je bilo za mene, sem sprašal, kdo so to jezuiti, isto kot moderne, kaj sem tudi vse sorte slišal, kaj so jezuiti. Pa mi je pa rekel moj stric, ja, kaj me sprašuješ, postani jezuit? Pa sem rekel, vredno pa poskusil. In zdaj pa vem, kaj je. Čisto preprosto, človek krhek, človek poklican, človek, ki ljubi, ki je ljubljen in dela dobro, kolikor pač si sposoben, ne. Ja, vse to, to je neznanje, to je nevednost. To je vedno je pa nasprotovanje bilo, vedno že takrat, same Ignacijevem času je bil Ignacij že 4 ali 5 na inkviziciji, veš, se ga hotel, ne, češ, kaj je to uči, ker so vse hotel se ljudje govorili, kaj je uči, pa ne, pa laik, kako bo on govoril stvari, kaj je greh, kaj je milost, kaj je življenje, kaj je smisel življenja, kako bo on govoril, saj nima teologije za sabo. In so ga mučili, ne, in se potem, ko je že postal duhovnik, so pošli vse zbral tiste inkvizitorje v Rimu, da priznajo, da so se oni motili, ne. To je pa vedno bilo in vedno bolje, to je nekaj čisto normalnega. Če stvari ne poznaš, si revež, ne. Človek čim več spozna, tem manj je revež, resnica gre do konca. Do konca, na izvir gre, ne. To so pa vse take izvire, vse so te, kot danes vse druge stvari, kot recimo politiki, eno stranko si navdušen, drugo protestiraš, samo ga dogovoriš, ne, to je to vedno bilo človeku, nič novega. Ja, to je gotovo kot posebno leto, ne? Vsako leto prinaša nekaj posebnega. To je pa gotovo, kot so recimo vojne, kot so razne lakote na svetu, ali pa recimo razne kuge, ki so bile in vedno bodo, ne? To je nekaj, kar je posebnega, kar nismo navajeni, ne? In v tem smislu je posebno, je pa tudi istočasno, mi rečemo, to je čas posebnega premisleka, ne? Je težko, zelo težko, ampak samo človek, ko mu je težko, postane dober. Samo takrat. Brez trpljenja, brez ne moreš biti dober, ne? Ja?
In pa odkrivaš, kako vsi težimo po dobroti. Ker ta skrivnost Boga, ki je dobrota, v nas teži, da kljub temu, da smo zdaj v tej stiski, nam hoče nekaj povedati stiska. Ja. Nas uči, pogledajte, kaj je bistvo vaše življenja. No, kaj ste zdaj v tem času spoznali v tem trpljenju preizkušnja? Boste spoznali, kako ste obdarjeni, kaj je bilo vse dano do zdaj, ne? Zdaj tega ni. Ne? In kljub temu, da ste zdaj v stiski, kljub temu lahko delate dobro in odkrivate bistvene stvari, kako je drugi pomemben zame, kako jaz ne morem živeti brez drugega, kako je drugi, ja, zame radost, ja, ker se uresničujem, z drugim se uresničujem, ne sam se, jaz se uresničujem, ni samo uresničenje, da sam brez drugega, ampak samo z drugim skupaj se uresničujem. In to vidimo potem ali v skupnostih, v družinah, v podjetjih, tako naprej. To ima z ene strani velika stiska, veliko ljudje trpijo, poslušam bolečine, direktne pogovore imam še zdaj po telefonu, ljudje, ki pridejo iz te stiske ven, ki so v bolnici. Zadnjič so poslušali 1,5 ure, Gospod, kako je ona doživela, ne? In mislijo, da bo konec z njo, ne? In potem, kaj je doživljala takrat, pa to dobroto zdravnikov, to nam more prehvaliti, to je njihovo žrtvovanje, njihova dobrota. To se vidi, kako je Bog na njih, kako jih Bog uporablja. Ne bi nikoli doživeli te dobrote, če ne bi bilo te kuge, tako, ne, ja. In to je čas, ko se zavedamo, kdo smo in kakšen naš poklic, ne, kako je drugi pomemben zame in kako jaz ne morem živeti brez njega in on brez mene. Ne. Kar postanejo potem bistvene stvari, odkrijemo, ki so postale kar naenkrat nepozabne. Mi smo se vrli ven iz sebe, vrli smo se na stvari, imeti, ne biti. Ja? Ker v bistvu dober si takrat, kadar si, ne nekaj imaš. Dobrota ne prihaja, ko si človek. Samo to. To je bistvo za človeka. Da odkrije, kdo je on sam sebi, koliko vrednota je, koliko neizmerna, nobena stvar, druga stvar. Ne imetje, ne slava, ne uspehe, čeprav so potrebne, imetje je pomembno, ampak če je zdaj cilj imetje, naše življenje ni v imeti. Zato pravi se to pismo, varujte se lakomnosti, ker življenje ni v imetju. Imeti ali biti, ne? Razlika med imeti, poseduješ, ne? Se lastniniš, postane stvar, ne? Se lastiš, potem ko nekaj imaš, si privoščiš, ne? To v slast uživaš, in ko uživaš, rečeš, to je pa vse, imam pa oblast. Zato pravimo 3 stopnje, ne? Najprej last, to je moje, potem pa uživaš, ne? To se dovolim, to je slast, potem iz tega je slasti in lasti postane oblast, jaz sem pa oblast, jaz sem pa jaz vse, zdaj pa delam, kar hočem. Ne? To bi glavno bilo in to je leto, bi mi rekli, leto velikega spoznanja. Za mnoge so se vrnili k sebi, mnogi so odkrili vrednost bivanja, mnogi vedo, zakaj živijo. Ne? To so bistvene stvari. Gotovo trpljenje je glavni problem človeku. Ne? Človeka je strah trpeti. Strah je samega sebe, da je izoliran, osamljen. Mogoče je ta virus strah hujši od samega virusa, ne? Hujši, ker se počasi bojimo drugega, ne? Strašimo se, nismo več, vse skupaj postane brez veze. Kaj je to, kakšen način pa zdaj živeli s to masko celo življenje, pa tako naprej. Ja, pa se nismo ljudje, se smo čudna bitja, zdaj nekaj smo prišli kot Mars, neka bitja od drugod, mi so pa z tega sveta in mi spadamo v tem svetu. In trpljenje je pa kraj, ko je človek preizkušen, ko ve, kaj zmore, kaj ne zmore. In tudi počasi vidi, če je resničen, v svetu veliko trpljenja. Že vsak sam mora skozi razne faze trpljenja, da dozvoli. Potem pa posebno pa leta, ko so recimo bolezni, potem starost, potem odmaknjenost, ko potem enostavno počasi izginjaš in ti ni več. To.
Zato to je čisto nekaj normalno, človek beži, ker človek ni ustvarjen za trpljenje. Ne. Ampak trpljenje prinaša nekaj več, dodano vrednost, ki sicer ne dobimo. Ker vsaka sprememba nosi trpljenje. Mi se upiramo spremembam, to je trpljenje. Ne? Ta napetost med tem, kar si in kar še postajaš. To je ta križanost, ta razpetost. To je križ, ni nič nekaj zunanjega. Križ je vsak od nas, ki je ves čas v neki napetosti. In to je tako je. Življenje je dinamično, ni statike. Človek se pa boji statike, hoče biti statičen človek. Tako sem naredil, ravno sem se fajn življenje uredil, hišo sem naredil, otroke imam, zdaj pa. In takrat naenkrat sprememba, pa nič ni, pa toliko sem delal, toliko sem garal, tako lepo teklo moje življenje. Pričakovanje zdaj pa kar vse to, kaj pa to, ne? In samo tako človek raste. Ja. Tudi sočlovek postane sočuten, če znam trpeti, solidaren postane, ko vidim drugi je revež, čutim z njim, ne? Potem sem koristen, potem vidim, da je trpljenje nujnost za rast mojo in za odkrivanje vrednosti življenja. Potem bolj cenim, ko sem nekaj skozi dal, ne? Tako pri sebi, kako pri drugih. Veliko bolj cenim in spoštujem, ne? Potem ima življenje ima svojo resničnost, tako začutim, da je to življenje, ne? Po prosti dar. Zato normalno je, da se bojimo trpljenja in vse naredimo proti, tudi to je normalno, ampak čim bolj se ga bojimo, tem bolj nas lovi, tem bolj smo nesrečni, ne? Ampak če pa rečeš, to je nekaj, kar ni samo moje, kar je vsega sveta, vsake živali, vsake stvari mora iti skozi proces, vsaka roža, tako rekoč, ne, mora iti skozi to. In tako potem je življenje dinamično, drugače pa žalostno, ne. Takrat vidimo, kako je vse obdarovano. Zdaj, ko smo v tem mesecu obdarovanja, ne, imamo obdarovanje, imamo celo neke tri glavne dobrotnike, ne. V tem mesecu smo imeli Miklavža, ne, potem zdaj Božiček, pa potem pa še Dedek Mraz. To so taki trije možje, dobrotniki, ne. Zakaj? Ker oni v nas prebujajo tisto, kar je dobro. Ja. In da se odpremo ljudem, ki so v stiski, delamo dobro. Oni delajo, to so delali ljudem v stiski, ki niso imeli, ne, ali pa, ne. Da delimo, deliti, share, ne, razdeliti to, kar imamo. Dajmo se veseliti skupaj, ne. Zato je to mesec tudi veselja, ne, in hvaležnosti. Zato pravite tile panoji, ki gledam tukaj, bodi hvaležen za majhne in velike stvari. Veseli se to, kar ti je dano. Zaustavi se za trenutek in občuti dobroto, ne, ki nosiš, ne. To so take čudovite te panoje, ne. Jaz vidim to mladino, kako je dobra. Sem jih gledal, te fajn sem se malo gledal, tudi so delali zvečer tukaj dol na samem trgu, forum Romanum, če bi tako rekel, na Rimski cesti, sem samo občudoval to stvari, ne. Kakšna dobrota, kako hvaležnost, ne. Pa čutim v teh želja, da bi svet bil dober. Ker je dobrota, tam je Bog, ker je ljubezen, tam je, ker Bog je, duh ni nič tako konkretnega, da ti primeš za brado, pa ravnaš z njim. In to je tisto, ja, kar pravi ta mesec. Obenem mesec z ene strani polne teme, ne, če preko, da je COVID-19 prinesel veliko teme, ne, razumeš, veliko, obenem pa to v tej temi, kot december je posebej najbolj temni, najbolj mračni mesec posebej, ne? Kot da nas hoče tema stisniti, ne? In kljub temu skozi to temo se zasveti luč. Zakaj? Ker smo iz luči in gremo k luči. Skozi vse te stiske skozi tunel moraš iti, na koncu je luč. In če vsaj manj te luč, ko vidiš v sebi, ne, te dobrote, te hvaležnosti, to je tisto, kar te
razveseli, kar te bogati in tudi drugim prinašaš veselje, če si odprt, pa tako sprejemaš drugega, pa drugi čutijo to dobroto, ker dobrota vedno zmaguje. Ljubezen je močnejša od sovraštva, čeprav še toliko sovraštva, dobrota je močnejša kot pa od krivice, je veliko krivice, ampak to nas ne sme zaustaviti, ker on, ki je sama dobrota, nas ne zaustavlja in nas kliče, čeprav se mi zaustavimo, ker se pač mi se hočemo nekje zadržati, mi bi hoteli postati neko postojanko, hišo se zgraditi za celo no, to pa ni, to je pa smrt, to je smrt. Statika je smrt. Statično življenje je res umiranje. To jaz mladi razumem, da so dinamični in ker je polno življenjih. Stari smo pa že, pa se hočemo enostavno že zabarikadirati, zagotoviti, zavarovati vsemi metodami in to nas izkoriščajo, kjero zdravilo moraš še vzeti, pa še kjero vajo moraš še narediti, da boš mlad. In mi nasedamo, vse gotovo, vse nas to želja, če smo večno mladi, jaz gre za večno mladost pa. Ampak te pa ni v tej menjavi stvari, v menljivosti stvari, ne? Te ni, ne? Ampak je pa v zadju vsega. Ker če ne bi tega bilo v zadju, ki nas žene, ne bi tega hoteli. Zato pa oni, ta dobrota je v nas, ki nas sile, da smo dobri. Ja. Oni prvi, ta Božji duh, ki ga nosimo v sebi. In ne da bi se zavedali, mi se zavedamo dobrote, mi se zavedamo, kako je ta človek dober, ta mi je storil dobro, ta mi je pomagal, ta je sočuten z mano, ta me ni zavrnil, ta me ni obsodil, ne? Ja. Ja, kot normalen človek je bitje, ki stalno se spreminja, stalno išče. In hvala Bogu, da išče. Ker človek pač živi v nekem sistemu, kar naenkrat ta sistem postane lahko okoren, okostenel, ne? In mlad človek pa sploh. Ne? Nekaj časa je neka stvar zanimiva, potem pa ta postane celo ideologija, ne? In zdaj se moraš tega držati, če tega nisi prav veren. In ne, ni to. New Age, pa vse to je zelo dobro, v smislu iskanja, ne? Ja. Ni smisel, to je ena pot, kot so vse druge poti. Ker New Age išče naravne stvari, ki so dobre, ne? Čisto naravno. Vode, energije, moči. Gotovo potem tem mi rečemo kot kristjan, jaz kot kristjan, da pretiravajo, da so zdaj, da je voda Bog, da je, kaj jaz vem, energije, da so Bog, ne, energije je ogromno, vseh vas imamo energiji. In, ne, mi pravimo, to je samo zunanji izraz, to je metoda, ne. Preko tega mi spoznavamo pravo življenje, kaj je dobrota, kaj je ljubezen. Pravzaprav v tem iščemo dobro. Ja. In govorijo tistemu, ki se potem zaustavi, išči naprej. Tudi lahko potem eno takšno gibanje ali pa eno spoznanje spet postane ideologija, potem se pa žene za njo, pa imaš druge za obsojaš, druge imaš za krivoverce in kakšne so. Ne, to pa ni več življenje noter. Potem je spet ena ideologija, še več od drugih, ne, ki spet potem išče, kot praviš, razne kaj jaz vem, zarote, pa da je vse proti meni in tako naprej, ne, ni res. Zato pa v bistvu iščite in boš našel. Ne nehati iskati. Tudi kot mi so nekaj našel, pojdi naprej, ne, to je v bistvu, no to bi veliko, kar se tiče, zato pa nič proti tisti, ki iščejo, ne, in kdor išče bo našel. Zakaj? Ker bolj kot mi iščemo, nekdo nas išče, bolj kot mi iščemo, nas bolj išče. Ja, bolj kot iščemo dobro, bolj smo dobri, ne. Ja. Bistvo sporočila, kot sem že prej omenil, je pravzaprav bistvo dobrega. Ja? Bistvo dobrega, človek ne neha iskati dobro, da se ne utrudi, da ne obupa, ne? Da v meni se roja vedno dobrota. Tudi če sem že
kakšen dan čisto obupan, drugi dan je pa kar spet, kako pa to sem danes pa kar dobre volje. Pa to ni moje, v meni se rojeva vedno življenje. Z druge strani smrt, kot da me hoče uničiti, drugi dan sem pa stane. Pa to ni moje, to je nekdo, ki mi daje vse življenje. To je rojevanje. Ne, Bog se rojeva v meni, to pomeni Božič. Ne? In kaj se rojeva, ko se Bog rojeva? Ja, veselje, mir, tolažba, sočutje, dobrohotnost, potrpežljivost. Ne? To rojevanje, stalno rojevanje Boga v konkretnem človeku. Ne? Ja, to je Božič. In to je tisto, kar se dogaja z nami. Mi smo samo priče dogajanja, mi smo deležni njega, ki stalno nam vse daje. Bivanje, življenje, čutenje, popolnoma vse. Popolnoma vse. V njem smo, v njem se gibljamo, v njem doživljamo dobroto, naklonjenost. Ne? In zato smo srečne bitja. To je Božič je trenutek, da se zavedamo globlje sreče in širše in vse obstoječe in bratovstva, sestrinstva celega sveta, tudi z živalmi, tudi z rastlinami. To, kar ima sveti Frančišek Asiški, ki z vsemi poje, vse je za njega, so bratje in sestre, celo smrt mu je sestra, slovi kot smrt. Nič ni zunaj tega. Ne? In vse je tako, vse je v službi življenja, vse je življenje. In blagor nam, to je Božič. Ne? Ja. In mi smo deležni in smemo biti deležni in pustimo se videti in to doživljamo preko drugih. Spet smo druge so tiste, ki se razodevajo. Bog je postal drugi. Ne, z Božičem preko postal drugi, pomeni postal človek. In imamo človeka pa vedno pred seboj. In človeka potrebujemo drugega. Smo tako odvisni. Ne vem, česa bi rekel. Ja, odvisni, kot smo telo odvisno od zraka, ne, od kisika. Tako smo odvisni od drugega. Otrok od matere, žena od otroka, mama od moža. Pa sploh v družbi, kako smo odvisni pomoči na vseh ravneh, na ekonomski ravni, na družbeni ravni, na socialni ravni. To je toliko te lepote odvisnosti. Ja. Čeprav človek rad bi bil neodvisen. Ravno tem je lepota, ker se takrat to te odpira, da nismo lockdown, kaj še ne, zaprti, ampak odprti. No, tehnika je preprosto biti z nekom, sedi se, pogovarja se, to je rojevanje, ne, razumeš, ja? Pa vidiš stisko, pojdi mu pomagati, ne, veš, da je stisko, to je čisto praktično vsakdanja tehnika, ne, pa pojdi obiskati nekoga, ki je bolan, da pokliče ga nekoga, veš, da te čaka, ne, veš, da je zavrnil drugih nobenega, da pokliče, ti pa veš, kako bo vesel, koliko ti jaz to držim, če sem pozoren, samo en klic, samo eno pozornost, to. In to je rojevanje, to so praktične vaje. Ja. Deliti, biti z drugimi, ne? To. In to imamo pa vedno možnost. Ne? Tudi te dobrine materialne so zato, da jih delimo. Ne? In ko delimo, živimo, ne takrat, ko jih imamo. Ker potem so smrdijo, pa jih preč mečemo. Ne? Ja, potem vse, kar je odveč, je preveč, je škodljivo. Ja. Ja, meni je zelo všeč Prešeren, pa se mi zdi, gotovo vsi poznate Prešerna, saj moram se ga učiti, jaz takrat sem se ga učil, nisem ga nič kapiral v šoli, pa smo pač morali znati posebne take stvari, recimo, kar s Pisavici, ne. No, to sem ga šele zdaj v zadnjih časih odkril, ne, ko pravi duhovnik Črtomir, ne, ki bo pogan, pravi, da pravi Bog se kliče Bog ljubezni, ki ljubi vse ljudi, svoje otroke. Da zemlja, kjer vijo viharji jezni, je skušnje kraj. Da so naš dom visoke nebesa,
da trpljenje in bolezni z veseljem vred so dar njegove roke. Da čudno k sebi vodi otroke ljube, da ne želi nobenega pogube. Kar s pisavici. Kakšna lepota. Če samo prebrali v tem času, imate kaj pametnega, preberite, vzemite se kakšne pesnike, imamo take pesnike, novejše, uživajte v teh besedah dobrote, ne, pa vse, kar prihaja, ne. To pribuja življenje, tisto bolj, to, kar je sveto, no to je sveto. Sveto, ki ga mi ne določamo, je pa tu. Dobro, to je moja želja. Tako zase in za vas in za vse, s katerimi boste te dnevi živeli, preživite jih tako res v tem preprostosti, v sprejemanju drugega, v različnosti, ne v komandiranju, ne preko zavračanju, ampak vsak je vreden največje ljubezni, rojstvo Boga v njem. Hvala vam, da ste poslušali. Dobro.